Lepo pozdravljeni z gosti, s predavateljico na oddelku za slovenistiko Alojzij Zupan Sosič, z pisateljem in pesnikom oziroma pesnikom in pisateljem ter literarnim kritikom in tako naprej Iztokom Osojnikom in vodjo knjižnice Ivančna Gorica Ksenijo Medved. Se bomo danes pogovarjali o branju slovanske književnosti in o literaturi, ki bralca bogati, se pravi o literaturi z velikim L. Zdaj bi pa pogovor mogoče začela kar za Alojzijo Zupan Sosič, ki svoje znanje predaja kot redna profesorica za književnost na slovenistiki, med drugim pa je tudi avtorica različnih učbenikov, antologij, pa tudi monografij, od katerih bi omenila vsekakor teorijo pripovedi, monumentalno delo, pregled teorije pripovedi od A do Ž, priporočam v branje. Alojzija, tebe sem pa za sogovornico izbrala, zato ker vem, da si strastna bralka, spoznali sva se na stojnici, kjer sem prodajala knjige, in potem si mi povedala, da, kar me je totalno navdušilo, da svoje študente na seminarjih spodbujaš, da primerjajo knjigo slovenskega avtorja s knjigo avtorja iz neke druge književnosti, iz druge dežele, kar se mi zdi zelo inovativno, ker na ta način širiš obzorje študentom nenasilno, mimogrede se naučijo. Tako da bi te vprašala, kako v bistvu konkretneje, kako spodbujaš, kako sama bereš in kako druge spodbujaš tudi študente, da berejo in zakaj se ti zdi pomembno, da beremo kvalitetno literaturo, pa v okviru tega tudi slovanske književnosti? Ja, živjo vsem. Jaz sem zelo vesela, da sem takrat te spoznala na tej stojnici, pa tako in tako, če te ne bi na tej, biti na drugi, ker veliko hodim in tudi kupujem knjige in berem in izbiram. In zelo rada berem, kot si rekla. To se mi zdi zelo pomembno, ne samo zato, ker sem jaz predavateljica, pa seveda moram brati, ker je to moj poklic, ampak se mi zdi zelo pomembno za nas kot intelektualce in nasplošno za ljudi, ker s tem, ko bereš, si pridobivaš še druge izkušnje, se nekako bolj lahko spogleduješ z drugostjo, ker vendarle ti kot človek si ena osebnost, razen če si šizofren, imaš torej en pogled in tako naprej, in ko bereš, dobiš druge poglede, nekako se malo omehčaš, po mojem mnenju, hkrati pa tudi v določenih stvareh utrdiš. Po drugi strani pa tudi, saj v življenju nimamo tako lepih stvari, tudi če imamo lepo življenje, imamo zelo veliko nepravih stvari, zelo veliko napak, zelo veliko se lovimo in se mi zdi, da književnost, predvsem če je estetska in visoko kvalitetna, kot si rekla, jaz temu rečem literarnost, je tista, ki nam pa res prinaša tudi druge dimenzije, se pravi ugodje ob branju, izostrimo si estetski čut in tako naprej. Zdaj pa kako berem? Seveda, ker imam ogromno področij, ki jih moram tudi po svoji dolžnosti pregledovati, sem se odločila za en sistem, ki ga tudi potem študentom malo prodajam, in sicer se mi zdi, da je zelo pomembno, da beremo tako, kot interpretiramo. Jaz vodim tudi predmet literarna interpretacija in tam interpretiramo vedno po dveh fazah, ki so sestavljene iz različnih procesov. In zdaj pri branju prva faza in pri interpretaciji je po mojem mnenju zelo pomembna in jo večkrat, kar izpuščamo, to je doživljanje. Se pravi čustvovanje, doživljanje. Torej, o tem se moramo tudi pogovarjati. Ne samo, kaj je glavno sporočilo romana ali pa kateri filozofski sistem se v tem romanu recimo izraža. Pač pa kako so doživljali, zakaj, kako se te stvari potem povezujejo. In s tem, ko mi doživljamo, dejansko že tudi začnemo razmišljati, spontano. Zato si jaz pri prvem branju vedno sama sebe zelo počastim, en tak udoben stol si izberem ali pa se na pol uležem, čokolada, mogoče glasba, se pravi, čim manj se poskušam racionalno obremenjevati. Ker recimo, ko sem se vpisovala na študij primerjalne književnosti, so mi eni rekli, ja pa saj ima že dosti smeri, saj ima že 2 smeri, kaj hočeš še to?
Sej, če več znaš, potem si omejen, ko bereš. Ni res. Če več znaš, bolj globoko lahko bereš. To ni res, da bi zdaj, recimo zaradi tega, ker teoretično stvari obvladaš, jaz potem imela neke zavore pri branju, pa bi potem slabše brala ali pa me ne bi več zanimalo. Ne? Zelo pomembna pa se mi zdi druga faza. To pomeni, da ko malo doživljaš, razmišljaš, povezuješ, še enkrat prebereš ali vsaj prelistaš roman in sicer ali recimo pesniško zbirko karkoli. Zakaj? Ker je potrebno primerjati med seboj. Torej druga faza je primerjanje, opomenjanje, se spraševati za simbole, katere simbole sem že jaz recimo spoznal v tej knjigi, ki jo bom danes recimo predstavila v temo. Ali so recimo zelišča zgolj samo zelišča, ali so tudi simbol česa pa so recimo, kaj bi to pomenilo, ne, to je ta druga faza, v prvi fazi se še nikoli ne obremenjujem tako, ker potem lahko zabremzaš, ne gre več naprej in reče pretežka knjiga, odložijo. Ne. In potem recimo začneš primerjati, kje sem pa že jaz kaj podobnega brala, recimo ko sem brala to knjigo, predvsem v tem, torej Ana Bolava, bo še potem o njej govorila, v temo, ko je en tak humoren odlomek oziroma motiv, namreč župan je zaradi tega, ker je posekal 100-letne hraste, kaznovan. On ne ve, da je zaradi tega kaznovan, ga jez potegne vase in se skoraj utopi. Jaz mislim, da je bilo zelo dobro, da bi tudi v resničnem življenju tako bilo, če nekdo poseka 100-letne hraste, kar se pri nas ob Ptuju zgodilo, pa nič ni bil recimo kaznovan. To recimo se v tej knjigi zgodi in sem se takoj spomnila na Olgo Tokarčuk. Olga Tokarčuk, Nobelova nagrajenka, Peli plug čez mrtve kosti, kjer se narava maščuje. Se pravi, je seveda to fantastično, zaenkrat se narava personificirano še ne maščuje, ampak se nam pa stalno maščuje v drugih oblikah, v katastrofah, klimatskih in tako naprej. No in se mi zdi zelo pomembno, da si potem izpišeš, torej ne samo prebereš in greš naprej, ker beremo toliko različnih stvari, da če mi želimo potem se še dejansko globoko spominjati tega, moramo še nekaj narediti. Ali si izpisati, nekateri na računalnik, jaz pač, ko imam slabše oči, na zvezke, zdaj jih imam že 50 ogromnih, tistih res velikih, najdebelejših zvezkov. Potem prebereš še spremno besedo, recimo, pa kaj tam počrtaš, vse lahko, da se ne strinjaš z njo, ravno če se ne strinjaš, je lahko še bolj tvoji možgani funkcionirajo. Potem pa se pogovoriš s kom. Ali se pogovoriš preko različnih teh spletnih klepetalnic, ali tako uživa, jaz imam seveda, še vedno se mi zdi, da najboljše uživa, ampak če nimaš možnosti, se pač tako. Če imaš prijatelje, pri meni je pač pogoj za prijatelje, da berejo. Jaz nimam prijateljev, ki ne berejo, tako da se lahko vedno pogovorim. Tako da se mi zdi, da je potrebno, zato če hočeš imeti daljši spomin, ker kratkoročnega imamo vsi zelo dobrega, ampak dolgoročni spomin, ki ti zelo potem pomaga, ko spet naprej bereš, zato še z večjim veseljem bereš, ker se spominjaš prejšnjih stvari. To je tako, kot če greš na lepo potovanje. Zakaj tam še toliko bolj uživaš? Ker se vseh drugih lepih potovanj spomniš. Če si imel pa sama grda potovanja ali pa se jih nisi nič zapomnil, pa si sam na tem potovanju in samo tam sediš, to je recimo to drevo, tako cipreso, sem lepo videl, kje? V Italiji recimo, že v tem smislu. Super, se mi zdi, da si poudarila ta bralski užitek, se pravi to uživanje ob branju, ki si ga moramo privoščiti, da sploh pademo v knjigo, kot se temu reče, da pozabimo na to, da beremo. Pa glede tega tudi, da se pogovarjamo, ker se mi zdi, da knjiga nastaja seveda šele skozi bralčevo doživljanje in interpretacijo, lastno interpretacijo in pravzaprav ni napačne interpretacije. Karkoli vidiš noter, lahko se motiš, lahko se nekdo drug ne strinja s tabo, ampak je to res. No, ampak si omenila, da boš še povedala nekaj besed o knjigi češke pisateljice Ane Bolave v temo. Kaj te je pri tej knjigi pritegnilo oziroma kaj se ti zdi posebnega pri tej knjigi? Predvsem se mi zdi pomembno, da beremo tudi slovanske avtorje in avtorice. Nekako se mi zdi, da to je ta naš kompleks, da se vedno rajši, lotimo germanskih, pri nas je, če pogledamo, kako prevajamo, največ germanskih avtorjev prevedenih,
Če je že recimo slovanski, potem kakšen Rus, mogoče kakšen Poljak, a ne. Zdaj so tudi pač po tvoji zaslugi, ne, te založbe tudi še nekateri, ampak se mi zdi, da vendarle ta slovanska književnost je zelo, zelo kvalitetna. Tudi zelo težko izustijo to predstavniki germanske književnosti, da je zelo kvalitetna. Jaz poznam Virginijo Woolf, ki je res jasno oznanjala, da bere Ruse in da recimo brez Rusov ona ne bi bila to, kar je. Ampak ponavadi kar zato, ker smo mi pač Slovani nismo toliko vredni na lestvici, ne vem kateri, ne. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da beremo tudi slovansko književnost. Meni je v bistvu, se mi zdi najboljša, ena izmed najboljših sploh pisateljic na svetu, Aleksandra Berkova, o kateri sem pa že govorila. Zato sem se odločila, da bi danes malo na kratko predstavila Ano Bolavo, si rekla, da sem Bolava, ja. Bolavo, v temo, ki se mi zdi, da je pa predstavnica te srednje generacije, je tudi kvalitetna, torej kvaliteten roman in se mi zdi, tako kot sem rekla, ne, najprej, ko bereš, sem jaz zelo uživala v tem, da sem videla, da se nekdo lahko ukvarja skozi cel roman z zelišči. Jaz bi lahko rekla, da je to priročnik za zelišča, predstavljen romana, ne. Ampak spet ni to New Age-ovski priročnik, kako si bomo zelišči polepšali svoj dan oziroma se pozdravili, pač pa kako ona pravzaprav zna napisati to, da ko mi beremo zelišča, da se nekako lahko potopimo v naravo in v to, da je pravzaprav pogovor z rastlinami eden zelo, zelo blažilnih in zelo potrebnih za nas, ne? Ker ona, ko nabira zelišča, jih ne nabira samo zato, da jih bo recimo, ne vem, prodala, seveda je to tudi ena izmed, in še to, ne, narava ne samo, da je tu in da smo mi v njej in da nam pomaga na različne načine, ampak nam da tudi zaslužek, ne? Ker glavna zeliščarka Ana, je tudi Ana ime, se torej ukvarja z zeliščarstvom in zelišča prodaja. In recimo na drugi stopnji sem začela preverjati, ne, kot sem rekla, ko berem na več stopnjah, na drugi stopnji sem začela preverjati, se pravi, skoraj vsa poglavja imajo naslov po zeliščih. Kaj zdaj to pomeni, ne? So zelišča, potem je pa odkupni center in tako naprej, ne? Odkupni center je pa tisti filter, kjer se pa vidijo v bistvu človeški nagoni, ne? Kako pa ljudje reagirajo, kako so pravzaprav podli, kako vidijo, če je nekdo majhen, če je odvisen od nekoga, pa še bolj pritisnejo nanj, mu dajo še manj denarja, da bo ja še prej propadel in tako naprej. Ampak jaz vem, da karkoli bom jaz povedala, ne bo tako učinkovito, kot da bi si zdaj, res vem, da imamo malo časa, ampak moram prebrati tale odlomek. Sem na placu in sonce že začenja in sonce se začenja poslavljati. 2 lipi še ne cvetita, 2 pa že začenjata, ampak za zdaj še bolj na pol. Zadnja, najstarejša, je pravi čudež. Obložena z razcvetelimi cvetovi težke veje skoraj do tal. Kolo butnem nepokošeno travo šele ob zidu in že sem tam. Pozdravim se s prvimi črnimi hroščki in drobnimi mušicami. Skozi žarke se vidijo roji komarjev. Evo me, pa sem pri vas. Odpiram vrečko, obešeno na levo ramo in z desno roko grabim s cvetovi obloženo vejo. Povlečem jo k sebi in začnem. Pred mano so prišle že čebele in nanje je treba biti pozorni. Pred mano, večina jih je visoko nad mano in skupaj z drevesom valujejo v toplem vetru. Njihovo bočanje je tako kot lipov vonj vse pričajoče in kakor vsele impresivno. Nekaj časa rabim, da se privadim na lego in velikost cvetja. Občasno si moram tudi prestaviti vrečko, da lahko najdem najboljši položaj rok. Nazadnje si jo pustim na zapestju, ker mi z rame pada. To pa me mudi. Zdaj mora vse laufati in vsak gib se mora navezati na predhodnega. Obiranje lipe je vzvišena in krasna zadeva. Ampak zato, da je elegantno, so potrebna leta prakse. Harmonija in obranost veje z roko pomeni, da je vrečka takojci do polovice polna. Komot v 10 minutah. Kdor ne zna uskladiti koordinacije gibov med obiranjem cvetov, lahko domov prinese kvečjemu za lastne potrebe. Na našem koncu tega ne zna nihče razen mene in to me veseli. Tukajšnje lipe so moje. Drevesa v poteh do okoliških vasi, ne kar ostane neobdelana, prepuščena čebelam in mušicam in prahu, ampak tale so pa moja. Poznamo se od rojstva in usojeni smo si. In tako naprej. Hvala, Alojzija. Zdaj bi pa prišli kar na Ksenijo Medved. Pozdravljena, Ksenija. Ti si, kot sem že omenila, vodja knjižnice Ivančna Gorica.
Poleg tega pa strastno vnašaš knjige, predvsem kvalitetne knjige na portal dobreknjige.si. Si članica Zavezništva za dvig bralne kulture, pa tudi, to si me opozorila oziroma se označuješ, kar mi je zelo všeč, aktivistka za množično ustanavljanje bralnih klubov. Kar drži, ker smo tudi skupaj ustanovili en bralni klub. Tvoje recenzije imajo kljub temu, da vnašaš literaturo, ki velja za tako imenovane knjižničarji, temu tako rečejo, zahtevno, so zelo dobro brane. Imaš 12.000 ogledov na mesec in me zanima, čemu pripisuješ zanimanje za tvoja knjižna priporočila na tem portalu dobreknjige.si, potem kakšne trende opažate v vaši knjižnici glede branja kvalitetne in trivialne literature, izposoja seveda, in kako v knjižnici navdušujete bralce, skrbite za bralce. Ja, mogoče res najprej tole, kar se tiče portala. Sem se malo kasneje vključila na ta portal in vse te, kako ne rečem, uspešnice so bile že kar pobrane, ker pač to knjižničar rezerviramo eno knjigo in potem, ko je rezervirana, je ne moreš več vnesti. Tako da je bilo že trasirano, da se moram malo potruditi. Itak pa to meni ni bilo toliko težko, ker sem dobra bralka že od malega in imam tudi bralne kluba, 2, pa še kakšnega vmes ustanovimo. Tako da v tem času sem potem začela malo, kako ne rečem, iskati tudi še kaj drugega. In moram reči, da sem našla to vašo založbo in se mi je odprl svet, kljub temu, da sem že prej, ne rečem, pri 14 recimo Kafko odkrila in se navdušila nad tako literaturo. Tako da, ja, jaz mislim, da je razlog v tem, da iskreno vnesem, da si nekako predstavljam, da je pred mano bralec, za razliko od Alojzije. Sem veliko v družbi tudi nebralcev, seveda se že pri delu srečujemo z njimi in pa tudi doma, sem nekako v taki malo nefunkcionalni družini rasla, tako da jaz sem se nekako s knjigami gor spravila, tako da nekako znam navdušiti, prepričati, bolj so to, kako ne rečem, eni taki pogovori z bralcem potencialnim, kako naj se lotijo knjige, bolj kot recenzije, priporočila. Tako da mislim, da je to ta razlog, sem pa tja kakšno trivialno še vnesem za kakšen vdih, ker se mi zdi, da tudi to v redu, da vidimo razliko. Drugače pa v knjižnici, ja, trendi so taki, kot jih opažamo povsod, v družbi, vplivi Zahoda, pa vplivi pač računalnikov oziroma moderne tehnologije, poplava uspešnic, ki prihaja na knjižne police oziroma se prevaja, tudi slabo prevaja in pa tudi hitro prevaja in v bistvu je to res neka poplava. Tako da tudi knjižnice, ja, se moramo nekako znajti sredi tega. Ne vem, opažamo se pravi to vpliv na možgane tudi, da smo bolj plitvi, se pač bere, res več surfamo po površini. Tako da, ja, imamo kar precej teh izzivov in mislim, da se knjižnice, nekateri smo že zagrabali, da se pač soočamo s temi težavami oziroma s trendi, ki so prišli, mogoče res tudi nenadno. Oziroma tako, da nismo opazili, vse to se počasi žaba kuha. Tako da, ja, smo potem
tudi recimo nekatere knjižnice so opazili sicer, a ne, ker so tam posebej zložene druge knjige drugih narodov, a ne, da jih moramo mogoče dati med angleške uspešnice oziroma ameriške uspešnice podtakniti, a ne, tako da ne vem, koliko je kaj uspeha pri tem. Pri nas smo potem kar nekako ohranili to, a ne, da se takoj na videz opazi, da obstaja več narodov, a ne, več literature, da je razlika, a ne, da mora pač, da je fajn tudi te razlike potem mogoče upoštevati, a ne. Ja. Ne, sej, to sem hotela reči, da se strinjam, ne, da tudi jaz opažam pri bralcih, s katerimi na stojnicah komuniciram, da ne vem, tudi se bojijo odpreti knjigo, ki izgleda kvalitetna, češ, da bo pretežka. Se pravi, da se je že kar strah, da nas bo preveč obremenjevalo, zato ker smo v realnosti. To rečejo, ne, naši bralci so iskreni okoli tega, rečejo, da imajo poln kufer vsega, da se s tem ne bodo ukvarjali, da hočejo odklop, da hočejo pač to schematičnost, oziroma to si mi tako že prevedemo, ne. Hočem schematičnost, hočem črno-belo, hočem odklop, ne priklop. Ja, ampak dokaz, da je tudi kvalitetna literatura zanimiva, da se bere praktično, jo lahko bereš kot trivialno literaturo, se pravi, ne da bi se obremenjeval. Je ravno knjiga, ki si jo izbrala, Da capo Ježeja Frančaka. Ježej Frančak je poljski pisatelj. Zakaj se ti zdi ta knjiga posebna? Ja, to, če lahko pač rečem še, kar se knjižnic tiče, ne, ne, saj v redu, da smo pač hoteli res nekako prinesti tudi med bralce, ne, tudi preko teh bralnih klubov smo se organizirali s Iztokom Osojnikom, tako da smo res brali tudi druge, spravi romane drugih narodnosti oziroma kakovostno literaturo. No. Tudi to, da je kar veliko teh ogledov, ne, vseeno mislim, da tudi nekaj o bralcih pove, ne, oziroma veliko, tako da mislim, da ni za podcenjevati bralcev oziroma ljudi, ne, in da, ja, da je ena takih primernih knjig tudi Da capo, se čist Ježeja Frančka, ne, se čist lepo bere, tekoče, je pa težka, če seveda se kot empatičen bralec tega lotiš, če ne znaš potegniti neke meje, ne, ti lahko škodi, a ne, kako naj rečem, lahko ti pride. Lahko, ja, malo te obremeni mačkano, ne, ja, tako. Ja. Ampak zato mislim, da je tudi fino, da se bralce vzgaja, ne, da se bralce vzgaja in to kontinuirano, to tudi v naši knjižnici počnemo, ne, od tukaj do konca življenja, ne, da se z njimi ukvarjamo in da je to prihodnost knjižnica, ne, da začne bolj kakovostne knjige pač oglaševati oziroma, ne, o njih govoriti. Ja, Da capo je pa ena od 3 knjig, ne, ki je pač iz trilogije, ki je izšla tudi v slovenščini, sta 2 dela izšla, prvi del ni preveden, tole je drugi del in sicer ta del je o prvem bratu, tretji del je pa o drugem bratu. Prvi del je o braču, ne, ki se pojavi sicer tudi v teh 2 delih, ampak ga še nimamo. Govori pa, no, če čist tako na hitro povem, zakaj bi bila dobra, zato ker pač zelo dobro prikaže preko zgodbe, preko obeh zgodb, ki sta si sicer zelo različni, ker sta si tudi brata različna, prikažeta, kako gre ta virus, ne, če naj se tako izrazim, patologije iz osnovne celice družbe, iz družine v družbo. Kako preide, ne da bi to opazili, ne, in mislim, da
se to kar veliko dogaja, gre za, Da Capo je v tej knjigi oče, ki komandira celo družino kot v nekem taborišču in potem spremljamo v bistvu posledice te vzgoje oziroma tega obnašanja patološkega oziroma zlorabljujočega do konca. Jaz mislim, da je veliko, sploh naše generacije, doživelo kaj podobnega, ker smo pač tudi pisatelje naša generacija, da mogoče lahko, tako kot zna isto povedati, ta knjiga zdravi na nek način tudi globalno oziroma ko pride med bralce, da se poširi, tudi neko, da napade mogoče res to podzavest in da se mogoče razreši kakšna stvar, ne bom glih kot terapevtsko mogoče, ampak ja, je pa fino ozavestiti neke vzvode, ki delujejo v nas, ne da bi to vedela, in se prenašajo naprej potem tudi v naslednje generacije. Ja, hvala, Ksenija. O tem, kako recimo literatura vpliva na kolektivno nezavedno, je pisal, mogoče ne o tem, ampak o kolektivnem nezavednem je Iztok Osojnik napisal več razprav, tako da bi mogoče kar prišla na Iztoka Osojnika. Prej sem že omenila, da delaš vse živo, si vsestranski ustvarjalec, pa vedno si gibalo literarne scene. Od 70-ih let, pa verjetno še odprej, vsaj od 70-ih let naprej si bil del neoavantgardnih umetniških skupin, različna področja, ne samo literarna, zdaj si pa pri umetniški skupini Ignor. Pa moram omeniti Newyorška trilogija. V tej knjigi, to je zadnji roman Iztoka Osojnika, v njej so praktično vsa razmišljanja z vseh področji, ki jih je kdaj, od slikarskega do literarno-vednega, do filozofskega in tako naprej. Tako da priporočam v branje. No, ampak Iztok, sem te hotela v bistvu še tebe vprašati, ker si pisal o kolektivnem, o tem, kako ima literatura moč, da zdravi na dolgi rok kolektivno nezavedno, pa predvsem, to mislim, da si v Temni snovi pisal v romanu Temna snov, o tem, da je literatura je generator biti, oziroma poezija tudi. Tako da, kaj je po tvojem mnenju tisto, kar literaturo naredi kvalitetno, pa zakaj je pomembno, da beremo predvsem netrivialno literaturo, pa še kaj o slovanskih avtorjih, pa tudi o Egonu Bondiju, ki si ga izbral, in njegovi knjigi Invalidna sorojenca. A sem preveč vprašanj naenkrat? Ne, ni vse v redu. Še kakšnega bi lahko. Ne, malo se hecam. Mislim, za začetek bi bilo dobro razjasniti pač to zmedo, ki se ves čas vzpostavlja pač v tem nekem našem prostoru, ko na eni strani govorimo o neki trivialni literaturi, recimo razvedrilni, zabavni, po drugi strani pa tako imenovani kvalitetni literaturi. Tudi trivialna literatura je lahko zelo kvalitetna. Mislim tako, da razlika je nekje drugje, seveda. Nekaj že Alojzija na to temo omenila. Gre za to, da pač tako imenovana trivialna literatura je tukaj za to, da pač mi drsimo po njeni gladini, recimo surfamo, in se prepuščamo pač nekemu toku, da bi od tega toka zahtevali zares kaj poglobljenega, kaj tazga, kar se nas dotika v našem usodnem bitju. Ampak gre za to, da pač nek čas zapolnimo z neko nezahtevno pač bralno izkušnjo, ki pokriva lahko marsikaj, različna področja, pogosto področja, ki se tudi križajo recimo s področji, ki se jih dotika literatura, katere osnovni namen je seveda popolnoma drugačen. Ne to, da zabava, ampak to, da zagrab, recimo dušo, čeprav jaz v duše ne verjamem,
ampak nekako se zaje, ne, vate in te skozi ta akt aktualizacije, skozi to doživljanje, o katerem si ti govorila, v bistvu te odpre za ene svetove, ki jih naša vsakdanja, izkušnja vsakdanjega življenja nekako driva v stran, zaradi velikih razlogov. Ne? Čeprav potem, ko naletimo na neko tragično bombo, če temu tako rečem, ko naletimo na nek dogodek, ko nas doleti nek dogodek v življenju, ko se seveda odprejo neke širše dimenzije, ne? Ko se soočimo recimo s smrtjo, ko se soočimo z nekim globokim emocionalnim pretresom, ne? Ko se soočimo z zahtevo, da se inteligentno, da tako rečem, soočimo z nekim nasilnim okoljem, v katerem smo se znajdali. In tako naprej, to se pravi, in ko naletimo na to, da je treba v bistvu obvladovati še kaj drugega, kot samo zelo površne načine aktualizacije, se pravi branja, ne, zato zahteva pač te vrste literature in drugačen dostop, ne, zahteva aktivno udeležbo, nisi več samo pasivni, ne, surfer, ne, na valovih nekega razvedrila, ne, ampak v bistvu se moraš ti nekako interaktivno vključiti. Ne. Ti moraš nenadoma ne samo razumeti, kaj piše, to se pravi, ne gre samo za zahteve, čist formalne zahteve branja, ne. Recimo stavki niso več kratki, ampak dolgi, nenadoma so misli nalomljene, zapletene in tako naprej, zelo kompleksne in tako naprej, ampak v bistvu, če ti tega ne bereš skozi sebe, se pravi, da v sebi nenadoma začneš odkrivati pač te zamolčane, potlačene, skrite, nevidne dimenzije, ne, v bistvu te taka literatura se v trenutku ven vrže. Ne. In potem pač imaš dve možnosti, ali se vrneš nazaj, pa se trmasto zaženeš v to noter in skozi to, tako kot je Ksenija rekla, recimo, ne, treba se izuriti, ne. Ona je rekla, mi se posvečamo temu, da naše bralce izobražujemo, ne. Se pravi, izobražujemo jih v branju, v bralnih tehnikah, v temu, da postopoma skozi zahtevnejše knjige razdelajo ta receptivni aparat, se pravi ta aparat za dojemanje, ne, za doživljanje pač te knjige in s tem seveda, ko ta aparat razviješ do določene mere, šele v tistem trenutku lahko vstopaš. In šele v tistem trenutku začenjaš odkrivati, da pravzaprav neka trivialna literatura, ki sicer lahko zelo zabavna zadeva, ampak te pusti lačnega in žejnega na koncu. Ne? Tam se nekaj strašno odvija, to je nek spektakel, blazno nekaj ropota, mislim, tam eni ljudje, ne vem, karkoli že se jim dogaja, ampak na koncu so te konci ponovadi zelo razvodeneli, ne. Ponovadi so zelo klišejski, ne, in ponovadi si mislimo, mislim, knjiga je bila dobro zasnovana, zastavljena, ampak zdaj smo mi v bistvu na koncu prišli ven in vrgli praktično en velik del našega življenja, našega časa, smo v bistvu vrgli pred, zato ker tukaj nismo nič dobili. Ne. Dočim pri zahtevni literaturi, ne, pa ko ti prideš skozi knjigo, prideš ven drugačen, prideš ven spremenjen, prideš ven v mnogo čem, ne, osredotočen na neke nove horizonte, na neke nove prostore. Nenadoma si prej hodil, recimo, mimo nekega človeka, ki je tam sedel pa nekaj zabijal, ne da bi ga sploh opazil. V tega trenutka ga pa opaziš in nenadoma vidiš, da to sploh ni neka brezlična figura, ampak da je to lahko človek, skozi katerega se križajo vsi sveta, če temu tako rečem. Ne? Ne? Ena moja prijateljica je rekla, ne, zakaj moramo biti pozorni na ljudi, ki se odzovejo na nas. Ne? Zato, ker če vidiš tam enega, ki v pidžami hodi samo z eno copato po cest, pač običajen, ne, odziv bi bil lega norca. Ne?
Ne? Ampak če pa v bistvu ti tega človeka poznaš, se pa lahko odkrije, da gre za vrhunskega matematika, ki je 24 ur zdajle soočen z neko strašno zapleteno, ne, matematično operacijo, ne, in da sploh to ga je enostavno vrga tako ven, da pač ne sledi več nekim zahtevam vsakdanjosti pa vsakdanjih površnih, ne, pač pričakovanj, ne, ljudstva okrog. Ne. In v tem smislu se mi zdi pač taka literatura seveda neke vrste živ eksperiment. Ne. Mi vstopimo v laboratorij življenja, ne da bi nam treba bilo to zares jeti, nam ni treba jeti skozi neke tragične dogodke, nam nič treba jeti skozi neke usodne situacije, ne. Ampak skozi knjigo smo vstopili v to. Skozi knjigo smo se soočali z zadevami, skozi knjigo smo razvili svojo potenco, svojo kognitivno, svojo spoznavno, svojo emocionalno, svojo empatično, ne, potenco in kot taki smo seveda zdaj drugačni. Ne. In na ta način seveda, na ta način lahko zdaj drugačne, pač razvijamo svojo zgodbo, svoje življenje, usmerjamo v neke druge smeri in tako naprej. Ne. In to, o čemer govorim, se lahko tiče bodisi globoke intime, ne, bodisi pač neke celovite življenjske situacije, recimo pač okolja, v katerem živimo, načina, kako to okolje, ne, funkcionira, lahko se iztrgamo, ne, iz nekih feedback zank, ne, ki nam ne pusti zadihati, ne, in tako naprej, in tako naprej. No. Družbenih pojavov, političnih scen in tako naprej. In v tem duhu pač jaz vidim literaturo seveda kot tisto ključno govorico, kot tisti ključni instrument, ki omogoča posamezniku prebiti plafone, ki jih je že etabliral pač v svojem življenju. Ne. Ker kultura, ne, mi kot biološka bitja smo se do konca razvili, če temu rečem, v tistem trenutku, ko smo se rodili. Ne. Narava je do te točke upravila, ne, nas je napolnila pač vsemi potenciali in zdaj od nas v te točke naprej pa prevzame razvoj, rast človeka, njegove celovite, ne, usposobljenosti, prevzame kultura. Ne. Mi začnemo nenadoma, ne, stopnico po stopnico osvajati aparaturo, ki nam omogoča zdaj v tem svetu funkcionirati. Ne. In na vrhovih tega seveda je v bistvu to, čemur se reče pač recimo literatura. Literatura je poseben način, kako se to dogaja. Ne. Zdaj se nam spušča v mehaniko tega. Zdaj se bom pač obrnil na to knjigo, ne, Invalidna sorojenca od Egona Bondija. Jaz imam do te knjige pač več je razlogov, da sem jo izbral. Prvič, v bistvu nekako pripadam tej generaciji. Se pravi, čistko pač povojna generacija, ki je seveda svet začela doživljati popolnoma drugače kot predvojna. Ne. Se pravi, gre za nekega, rečemo, v narekovaju hipija. Ne. Se pravi, gre za človeka, ki je v osnovi izstopil iz družbe, ne, v kateri se je pač formiral in do te družbe ima nek dvojen odnos. Prvi odnos je ta, da v načelu zavrača kakršnokoli etablirano avtoriteto. Ne. Njemu se ta avtoriteta zdi problematična v osnovi, ker blokira. In tukaj na tej ravni to še ni nek revolt, recimo, ne, političnega tipa. Tukaj gre za bolj celovite, splošnejše družbene sisteme, ki ga oklepajo. Ne. To je eno. Drugo, kar pa je, ne, zaradi česa sem pa izbral, ker je to današnji trenutek, ker Egon Bondi to počne znotraj nekega totalitarnega režima. Živi v nekem totalitarnem režimu in najde skozi to svojo
rečemo, spekulativno utopijo, ki jo je pač tukaj razvil v tem romanu, najde način, najde prostor svobode. Se pravi, noben nasilen, stalinističen, realsocialističen, komunističen, karkoli se reče, recimo temu sistemu, ki smo mi tudi zdaj izpostavljeni, ne, tako silovito, ne, človeka ne more ustaviti, ko v bistvu v njemu se sprošta mehanizem svobode. Ne. Svoboda je svoboda. Ti lahko človeka potolčeš, ubiješ, ga suneš v rad, ga maltretiraš, vendar te svobode ni mogoče, noben človeški, še tako zločinski režim te svobode ne more izničiti. In zato seveda vsi te režimi tako strahovito sovražijo kulturo in tako sovražijo recimo literaturo, ker v bistvu ta svoboda jih razkriva kot bednike, kot neke navadne, nasilne zločince, ki nimajo ponuditi nič. In to, da današnja vlada pri nas kulturo tako tlači dol, ne, in poskuša celotno sfero kulture, ne, odpraviti, ne, jo znižati, ne. In to vidimo, ne, ker recimo zdaj vodilni politiki pri nas, namesto da grejo v teater, grejo kam? Grejo v cerkev k maši. Mislim, kakšna posastna degradacija, 2000-letna degradacija. Mislim, po vsemu temu, kar je pač konec koncev kultura, ne, ustvarila v zgodovinskem smislu, v družbenem smislu, v tem celovitem smislu, razumeš, enega produktivnega, ne, življenja, vse to se zdaj pri nas, mislim, strahovito reducira na nivo neke produkcije, na nivoju nekega katekizma. Mislim, se pravi, niti v verskem smislu niso sposobni teh potencialov, ne, razviti. Ne, grejo na najbolj butast, bebast nivo, kjer celo trivialna literatura začenja funkcionirati kot vprašljiva. In zato sem jaz izbral pač Bondija, ki je s to knjigo zelo čudovito izrisal neko sicer utopično alternativo, vendar je utopični alternativi pokazal, odprl prostor. In to, da se je to res zgodilo, se je tudi dejansko zgodilo, ker krog okrog njega, bodisi Plastic People of the Universe, ta band, ki je njegove pesmi, ne, igral, bodisi te kiparije okrog njega, celoten umetniški krog je črpal iz njega in je bil on tista figura, ki je, bodisi se ljudje tega zavedali ali pa ne, v ta prostor vnesel tisto presežno energijo, ki je ni mogel ustaviti niti najbolj črn, mislim, realsocializem. Super. Hvala, Iztok, za tale poudarek, zdaj nam je pa že čas potekel, že zdavnaj. Tako da se vam bom vsem trem zelo lepo zahvalila. Hvala Lojzija Zupan Sosič, Iztok Osojnik, Ksenja Medved, da ste prišli pa nam odprli svetove. Ne. Tako da pa lep dan še naprej. Ja. Hvala.